Mama vedno reče, da je Mama bilo vedno, dobro. ja, tudi če ni bilo. To si bila lepa danes. Danes? Ne vem, mama reče. A ja, mama reče, Ja, mama reče, ja. Ja. Malo je punc, za katere lahko rečem, da se zbujam z njimi, in Suzana Kozelj je ena od njih. A sva lepo začela? Wow, štem si v čast. A vidiš, Ja. a ne? Mislim, to je res, res redko, no, hočem reči. Ja, hvala, ker nas spremljaš. Suzana, ja, ampak res, veš, ne vem, sem bil fan Jutranjega na nacionalki, res sem bil fan. Se mi zdi, da je to format, ki v bistvu res se ljudje zbujajo, ne vem, Američani imajo to mogoče še bolj intenzivno narejeno, ne, ampak res je vzadaj nek šum, takrat, ko te nekaj zanima, daš bolj na glas, in sem bil fan nacionalke, pismo, ampak nisem več fan, zaradi tega, ker se mi zdi, da so zgrešili osnovni moto ali osnovno idejo tega prebujanja, vam pa to lepo uspeva, tako da sem ful vesel, da se zbujam s tabo. V bistvu, ko slišim take pohvale strani profesionalca, sem izredno počaščena. Tako da mislim, da se vidi, no, da res ekipa dela trdo, da se trudimo, včasih nam uspe, včasih tudi ne. Velikokrat nam spodrsne, ampak pač probamo potem nekako iz tega narediti tisto pristnost, ki mogoče pač malo manjka na televiziji, pa vseeno vemo, da ko se prižgejo kamere, smo vsi malo drugačni, ne? Malo bolj zadržani. Jaz se čist pod stresom, moram priznati, to je. Veš kaj, zato mi pa nimava kamer, pa je to rešeno, veš, tako da bo lažje. So pa male kamere, ja, ki v bistvu tako dobro posnamajo. Suzana, greva mogoče sploh na začetek. A veš, jaz mislim, da je vseh nas, ki smo kdajkoli bili na televiziji ali pa ki delamo karkoli takega, da so kamere majhne ali večje, da je neka patologija vzadaj, da v resnici je nekaj, kar je bilo v otroštvu, misliš reči? Dober, ja, okej. Dajva kar direkt. Ja. A misliš, mislim, a si ti kot, ne vem, v osnovni šoli, a si razmišljala, da si ti tista, ki vodiš? Jaz sem ob 29. novembru, jaz sem še iz druge države, vedno vodil šolsko prireditev, vedno bil teglaven. Kako si ti sebe videla prej? V bistvu, jaz sem v osnovni šoli igrala harmoniko, tako da v bistvu imam nižjo glasbeno šolo končano, zaključeno, tako da sem bila večkrat na odru kot glasbenica. Imeli smo tudi harmonikarski orkester, s katerim smo veliko nastopali, povsod, recimo, jaz sem živela takrat na Ptuju, tako da v tistem okolišu. Nisem bila toliko na odru, recimo, kot voditeljica, recimo nekih šolskih prireditev, ampak bolj kot glasbenica, ne. Tudi, recimo, plesala sem folkloro, tako da bolj sem bila v teh vodah. Je pa res, da se spomnim, to so bili časi, ko smo mi pač gledali televizijo točno ob 7. zvečer, ko je bil dnevnik, ko je bil televizor še na 12 tip. Gumb, ja. Ja, na gumb. In da dejansko sem tako z enim žarom opazovala vse te voditelje in sem jih občudovala. Tako da nikoli si zares, mogoče nisem verjela vase, predstavljala, da bi lahko jaz recimo kdaj rekla dobro jutro Slovenija. Ne dober večer, ampak dobro jutro Slovenija. Čeprav sem si pa potihem vedno želela nastopati. Tudi veliko smo nastopali v gimnaziji, v gledališki skupini. Takrat sem razmišljala tudi, da bi se vpisala na AGRFT, ampak se mi zdi, da so bili takrat eni drugi časi, da se ni umetnost podpirala v takem smislu. Recimo, jaz tudi prihajam iz delavske družine, kjer je bila glavna vrednota delo, no pa tudi pridnost, za kar sicer se zahvaljujem staršem. No pa da so mi, no pa dobro, pustimo harmoniko, malo zabave pa mora biti, ne. Neco se vsi punča, ki znajo harmoniko. Joj, sam zdaj moram vas razočarati, da ne igram več to, kot sem recimo včasih. Je pa res, da sem bila vedno glavna na veselicah, da sem bila vedno tista, ko se je karkoli praznovalo, kakršenkoli rojstni dan, sem jaz bila tista, ki sem igrala na harmoniko in tudi takrat, ko se je praznovalo recimo novo leto, to sva sestrično, ki je tudi igrala harmoniko, celo vas zbudili, ne, s harmoniko, tako da v bistvu tebi res žur. Abrahama mojega imaš še cajt, da malo povadaš, pa se va pa še nekaj pogovarjal. Suzana, kje pa pol pride do unega trenutka, ne? Ja, potem pa, po moje, da je v bistvu bil prelomen trenutek, ko sem jaz stopila skozi vrata nacionalke. Takrat sem bila v 1., 2. letniku faksa
spomnim se več dobro. Je bilo zelo na začetku in takrat sem šla na en pogovor z takratno odgovorno urednico informativnega programa Jelinko Todorovski, ona je legenda televizije in sva v enem zasneženem večeru popoldnevu sedeli v njeni pisarni in mi je rekla, a si pripravljena na trdo delo, na garanje, to je v bistvu poklic, ko si 24 ur na razpolago, ko ni vikendov, seveda sem rekla, ja, ne. In takrat sem začela kot študentka delati in sem hvaležna, da sem lahko šla po vseh stopničkah novinarskih. Na ulici. Tako. To je najbolj grozen. Pa še pred tem, v bistvu, ne vem, če poznaš izraz mlajša dežurna novinarka. To je pa v bistvu tako, da si ti kot deklica za vse. Ne, ti montiraš vestičke, ti pomagaš starejšim novinarjem iskati sliko. Da grejo oni na kavo v lokalček. Recimo, popisuješ dolge parlamentarne seje, ki trajajo tudi po cel dan, in si zapisuješ tiste ključne izjave. In prvič, ko sem šla tisto anketo, ki si jo omenil, ne, snemat na teren, sem se tresla kot šiba na vodi. Tam vsi nehajo. Ja. Tam jih po moje 95% jih tam neha, zato je to fucking hard. Je, potem smo ugotovili, ne, kje lahko ljudi najbolje pač ujameš, je na pločniku, ne. Vem, da se grdo sliši. Samo ne smeš na Prešernov trg, pa recimo na Čopovo ulico. To ne. Ja, tako, ti so v bistvu hitro pobegnejo. Ja, tako da v bistvu je pa res, mojstrstvo delanja. Ampak tam si delala sam kot Ne, na nacionalni televiziji sem jaz bila 7 let, tako da v bistvu tam sem potem, ja, ko sem po 2 ali celo 2 letih šla prvič snemati anketo in prispevek, ker to je pač bila res takrat dolga doba, nisi mogel kar stopiti pred kamero pa mami si javila, seveda, ampak je v bistvu videla samo mojo roko. Ja. Tako da malo razočaranja je bilo, ampak ne, šala na stran. Je pa bila vaša roka. Ja. Ne, ampak se pa spomnim, ko sem prvič recimo delala prispevek, da to je pa, jaz sem bila tako ponosna, moje ime piše tam, ne, čeprav v bistvu so mi pa na nacionalni televiziji, ki se mi zdi, da je pač res najboljša šola, kar se tiče novinarstva, pač televizije nasploh dali eno veliko popotnico, ne, ki se držim še vedno danes, ni novinar, ni voditelj tisti, ki je pomemben, ampak gost. Gost je kralj in zgodba, ne? Zgodba je to včasih pozabljajo, ne? Včasih pozabljajo to tudi tam, kjer ne bi se tega vsi učili, pozabljajo. Mogoče so se stvari malo spremenile, midva govoriva o času izpred 20 let, veš, ti moram povedati. Ne, ti si 22 na dovolj. Zelo si prijazen. Suzana, ampak a potem v enem trenutku pogruntaš, da si tam v enem mehurčku vseeno ujeta, da neke širše zgodbe ne moreš razviti in potem nekdo reče, a greš na kavo. Ja, v bistvu se je res na nek tak način začelo. Ne vem, če veš, na nacionalni televiziji v 4. nadstropju, oziroma ali je 5, zdaj sem že malo pozabila, ne, ni avtomat, je tudi avtomat, ampak je tudi menza in tam imajo tudi dobro kavo in lep pogled recimo na mesto in tam so se potem začele rojevati nove ideje. Jaz sem takrat na nacionalki sicer delala, imela sem srečo, da sem lahko prečesala vse različne štuke nadstropja, tako da sem delala za Dnevnik, Odmeve, recimo s Slavkom Bobovnikom, z največjimi imeni televizije, z Bernardo Žarn, ta oddaja mi je bila zelo ljuba, Prvi in drugi, ne vem, če se spomniš, za kulisje televizije. Te oči srne gonjene si bom vedno zapomnila pri Bernardi. Ja, ne, ona je zame res eno tako veliko sonce na tem medijskem prostoru. Tako da v bistvu sem od razvedrilca pa potem do informativnega programa sem imela čas pač vse delati. Kdo je bil urednik takrat, ko si bila v razvedrilcu? Čakaj, kdo? Mislim, da je bila Natalija Gorščak. Gorščak, okej. Mislim, da je bila ona takrat. A si tam imela občutek, da je to blizu? Ja, v bistvu vedno sem bolj čutila infotainmenta, ne, da je tako, da je malo lahkotno, ampak vendarle, da mora biti neka informacija, da ni kar vse, ne vem, tjav en dan. Tako da potem pa se je začela ustanavljati seveda televizija Planet TV, Rajko Gerič je bil takrat pobudnik, je bil tudi odgovorni urednik informativnega programa na nacionalki in potem on je zbral ekipo tistih, ki smo potem šli na komercialno televizijo. In spomnim se, da sem jaz dobila nekaj mesecev pred povabilom od Rajka redno zaposlitev na nacionalni televiziji, kar v bistvu
je to pa bila to pomeni takrat imeti velika jajca. reč Ja. in so me tudi velika imena televizije takrat opominjala: "Dobila si zaposlitev, zakaj zdaj greš?" In sem rekla: "Ne vem, moram iti." Čeprav sem, hvaležna nacionalni televiziji, zato ker mi je ponudila res ogromno izobraževalnih vsebin, jaz prihajam s Ptuja in veš, kako Štajerci govorimo. Voda, Ampak kar ne, lepo vodo voziš, ne. vodo vozim, ja, Ja, danes ampak si se mi torek, zdi, recimo, ne. ne, ampak a veš, jaz pa vseeno mislim, da je to en Ja. personality, da je to vseeno en vibe, ki ga pač imaš. In jaz sem včeraj gledal to podpredsednico protikorupcijske komisije, ki je tako Ja. lepo malo vlekla, ampak se mi je zdelo, da tisto, kar je govorila, da je bilo bolj simpatično zaradi tega, ker je malo vlekla, ne. Zelo si prijazen. Ja, jaz mislim, da Veš, kaj ja. se trudimo, no? Se trudimo, seveda vsi, ki prihajamo iz Prekmurci je pol že tistega malo konca. težji, Ja, ne, ampak čeprav, ja, oni se mi zdi, da pa znajo bolje preklopiti, a ne. Jaz ja, se ja, spomnim, ja, sredi stavka preklopi, ja, ja, imaš prav, ja. jaz se spomnim, ko smo mi pisali maturo v gimnaziji, je nam učiteljica slovenščine rekla: "Vi itak ne slišite ostrivcev, krativcev, tako da to kar malo po svoje in na pamet dajte obkrožiti." Tako da nikoli se zares nismo učili tega zbornega govorjenja. In dejansko, ko sem jaz začela delati na nacionalni televiziji, sem se na novo začela praktično učiti in izgovorjavati, ker je drugače, če ti rečeš voda ali pa če rečeš voda, ne. Že Jaz ne morem vodo piti, je artikulacije. pa tudi en stavek, ki je čisto v redu. Ja, in Ja. potem zbereš pogum, se pravi, malo v žepu redno zaposlitev in rečeva: "Ne, Ja, grem se spogledovat z nečim drugim, nečim neznanim." Ne. Vedno obstoja ta strah, da nacionalka bo vedno tam, vsi ostali pa morda ne. Kaj pretehtalo pri temu, da si sprejela tako odločitev? radovednost. Pa to, da grem drugam, pa se mi zdi, da komercialna televizija mi je dala potem krila. Marsikaj sem naredila na Planetu, česar ne bi verjetno naredila na nacionalki, ko vseeno so drugačna pravila, nekako kalup je, in se mi zdi, da je to prav. Se mi zdi, da mislim, še vedno sem, prepričana, tudi tam imam številne kolege, ki so strokovnjaki na svojem področju, in nacionalna televizija se mi po mojem mnenju je še vedno na prvem mestu, kar se znanja, novinarskega znanja tiče, ampak mogoče komercialna televizija ti da pa nekaj Širino. drugega, pa vidiš, koliko lahko pravzaprav narediš, ne. Ampak Da a imaš greš ti več mogoče takoj, a možnosti, greš ne. takoj jutranjega, ta Ne. del mi manjka, ne, a Ja, ne? Aha. ne, ne. Najprej sem delala tudi za informativni program, potem sem bila 2-krat noseča, vmes so se še zgodile. Blagor tebi, vidiš to. Ja, ja, tako da sem šla tudi predčasno recimo s porodniškega dopusta, pa sem se potem vrnila na televizijo, vmes sem pa tudi delala popotniške oddaje, odkrivala lepote Slovenije, to je bil res en tak krasen projekt, Planet na obisku, ko smo To imam nekje v glavi, ja, Še okej. vedno obstaja ta oddaja, Eva Cimbola jo zdaj vodi, Ja. tako da res dobro dela, ampak to je bilo, tudi eno lepo obdobje, ko smo snemalcem, samo jaz recimo in snemalec sva bila na terenu in sva pač delala 10-15-minutno rubriko, kar je bilo pač ogromno, a ne, ker vemo pač, koliko kadrov in vsega tega je treba posneti za toliko malo časa, tako da se mi zdi, da sem spoznala, Slovenijo. Tako da, ja, novinarstvo ti da eno tako širino, en tak vpogled, v stvari, ki jih drugače mogoče ne bi skozi kakšen drug poklic imela priložnost spoznati. Jaz sem bolj televizijo, sploh ta Good Morning America, na primer, Ja. je meni bil tako close format v smislu tega, da v njem noter mora delovati nekdo, ki ga hočem za frenda, ne. Aha, Se pravi, ta voditeljica, voditelj morata delovati na tem intimnem zaupanju, v smislu tega, da to ni neki tujk, da to ni nekdo, ki me od zgoraj dol gleda in tako naprej, a ne. In se mi zdi, da je odločitev, koga dati v jutranji program, res težka, a ne. In da mora ta oseba imeti res nos, da to prepozna. Ti si šla v tandem s Tajžijem, ne, Tajžim na začetku, ja. začela, ne. Koliko ti je bilo to izziv, v bistvu sebe postavljati, sebe raziskovati, sebe v bistvu opazovati, kako boš evolvirala v tem drugačnem formatu, zraven sebe pa imeti še nekoga? Ja, to je bil kar izziv.
čeprav se mi zdi, da Ker ni rečeno, da je čisto avtomatično kompatibilen s tabo. seveda, pač moraš se spoznati s človekom, Mm. s katerim sediš 2 uri recimo na kavču. Tako da midva sva res trčila skupaj, brez nekih priprav. Recimo mene je poklical Pavel Stančev, jaz sem bila takrat na porodniškem dopustu, 6-mesečno hči sem imela doma in me vprašal, a bi ti vodila jutranji program. In seveda pač to je bila neka želja oziroma neka logična stopnička, no, v moji karieri, ker sem se takrat odločala ostati v medijskem prostoru ali mogoče pač iti kam drugam, ker vemo, kako pač, Aha, s porodniškim. kako je, ko si mama in novinarka in delaš v medijih, težko je to usklajevati, a ne, kariero in pa recimo družino. Tako da v bistvu sem se takrat predvsem s tem vprašanjem spopadala, ne. Potem v bistvu, ko sem Tajže dobila ob sebe, midva se nisva prej poznala, ampak se mi zdi, da sva kar nekako sva se ujela, sva zafunkcionirala skupaj, pač oba sva vedela, da je to nek projekt, da je to nek najin otrok, ne, v službenem smislu, recimo moj 3. otrok, lahko rečem, in sva mu oba posvetila veliko pozornosti, no. Čeprav sva se spraševala, kako bo, ampak na začetku smo res delali do poznih večernih ur, smo tipkali vprašanja, tako da je bilo res strašno naporno. Ampak saj veš, ko se rojevajo novi projekti in je Ker imamo adrenalina veliko, energijo, ja. potem v bistvu tudi, če spiš samo 3-4 ure, ni taka težava, ne. Tako da potem s Tajžem sva bila dobro leto pa nekaj mesecev skupaj kot voditeljski par, ko se je on odločil, da pa mogoče pa mu je vseeno enostavno, ne preveč, ampak iskal je pač nove izzive, ker je imel seveda pač tudi druge poslovne zadeve, ki jih je moral peljati, vključno z vodenjem. In ko sva z Igorjem bila prvič skupaj, je bil ta občutek, ne, ker sem se navadila na Tajžija. Ja. Kada v bistvu, pa ne gre se za ta občutek varanja, ne, ampak nekaj časa, mislim, Si mogoče varala, ne. mogoče v bistvu samo ta beseda, da si bodo pač lažje poslušalci malo predstavljali. bolj lažje predstavljali, ne. Ja, navadiš se na intimo, ker je neka intima, ne, ki jo razviješ s človekom, ki sedi ob tebi. Meni je bilo Zašo pomemben to, ne tisto, kar tako romantično rečejo, da končuješ stavke, ampak tako, da je ona razumela z, ne vem, mojo roko, z mojim pogledom, kje sem zdaj, a sem v stiski, Ja. pa ne vem, kaj bom zdaj naredil, niti ne vem, kdo je ta človek, ki zraven mene sedi, ne, pa bo ona nekako tako. Ja. Se mi zdi, da je ta kemija, ki se pač zgodi ali pa ne, a ne. Midva sva tudi, mislim, da se spomnim, sva 1 uro preden sva prvo 5-urno oddajo delala, sva se spoznala, tako da No, je ful vidiš, dobro, a no, ne. kako si ti, kako si takrat preživiš, ne. preživiš, Ampak ker je veš, ta da občutek moraš. varanja, te razumem, kaj. A ne, da je? Je. A ne, da je v bistvu takole, ke da ne delaš nekaj prav, recimo. Mhm. Čeprav recimo z Igorjem sva zdaj tudi, Ja, tako kot si rekel, zaključuješ pač stavke, oprosti, da te prekinjam. Ja. Ampak jaz, ko sem videl Igorja, ne, zraven tebe, ko so se pojavili oni oglaski, in Ja, to, ja, ja. sem rekel, tole pa Kaj si jeba." mislil, daj povej. Ja, ne vem, nisem si mislil, da to lahko gre, no. Ja, Res ja, nisem ja, si ja. mislil, a ne, zato ker glih iz tega, ampak v bistvu imata pa neko čudno kemijo, ki je pa mogoče vama jasno, ki pa vseeno deluje, a veš, kaj hočem reči, Ja, ne? v bistvu je tako, bi rekla, da je Igor vseeno bolj resen, jaz pa sem tista, ki sem včasih tako na vse strani razpršena, ke včasih kar kakšno neumnost bleknem in ke vem, kako Igor začne takole delati z nogo, a ne. V bistvu že prepoznam te Ne, čase, lačen te je, takrat je neverbalne lačen. gibe, veš. No, tudi to se včasih zgodi, da nam kruli med pogovorom. Potem rečem, Je to "Ups." zgodba zaupanja, ne, če Mora sva že biti. uporabila to besedno zvezo varanja, a ne, tukaj ti si v bistvu z nekim zakoncem Ja. v nekem razmerju tisti 2 uri in ti se moraš na njega nasloniti, on se mora počutiti varnega zraven tebe in to je en tango, ki je kar izziv, ne. Je, v Koliko bistvu hitro sta se plešeš. ujela? Jaz Koliko hitro? Veš, kaj se mi zdi, da je to neki odnos, ki se razvija. Tako kot Mm. recimo neko partnerstvo, ki gre včasih navzgor, včasih pridejo kakšni problemi, neke razpoke. Mislim, problem je zelo taka težka beseda. Ampak mogoče kakšna nesoglasja, pa ima kdo kakšen slab dan, pa v bistvu potem je drugi tisti, ki mora pač potegniti, a ne, stvari navzgor. Tako da
bi rekla, da se še vedno najin odnos razvija, da nikoli ni enak, da smo vedno v neki dinamiki. Pač se greva včasih na živce, pa veva, da se mora potem malo odmakniti eden od drugega in da bo potem boljše, ne. Pa pride, ne vem, en trenutek, ko sva pa oba tako v neki veseli energiji in v nekem igrivem stanju in potem v bistvu se pač ene stvari kar zgodijo. Saj veš, kako je, ne moreš vsega do potankosti predvideti. In to se mi zdi, da je tudi čar. Včasih prideš s tako težko glavo v oddajo, pa si rečeš, danes ne vem, kako bo. In potem rečeš na koncu, kako je bilo luštno, koliko smo imeli super pogovore, koliko so bili fajn gostje. Tako da dejansko najboljše se prepustiti, tako kot si sam prej rekel, gremo, go with the flow. A se ti zdi, da kdaj vstopiš v kakšnega gosta, ki si malo rezervirana oziroma malo previdna, ne, ali pa ne samo tako, da bi imela neko straho spoštovanje, ampak samo, da si previdna, tole pa ne šlo, tole pa hard. Da bo treba? Ja, ali pa da te vpelje nekam, ko ti nočeš, da te pelje tja, pa pol se izkaže, da so pa to lahko vrhunski gostje, ali pa da so glih taki tisti, ki so ti pol bili najbolj fajn. Koliko še dojemaš oziroma koliko še poskušaš prej razumeti, kaj se ti bo zgodilo, ali se sam spustiš v flow? Večkrat se probam spustiti. Je pa res, da ko imaš poleg sebe ali pa nasproti sebe pač gosta, ki je veliko že naredil v Sloveniji, recimo, da to so kakšni naši zvezdniki, politiki, profesorji mednarodnega kova, kakšni znanstveniki. Ja, tam v bistvu vem, da se mogoče malo bolje pripravim, da sem bolj v temi, recimo, da bolj razmišljam, kako zapeljati stvari. Sploh pa, če so recimo na drugi strani ljudje, ki so vajeni veliko intervjujev, tudi dajati, govoriti pač v javnosti. Se mi zdi, da mi je pa vedno izziv, da se zanje mogoče na malo drugačen način pripravim, ker se mi zdi, da je fino, da jih izzoveš s kakšnim vprašanjem, da je tudi njim zanimivo. Da v bistvu potem se mi zdi, pride nek ples, da nastane neka taka energija, da niso samo tista klasična vprašanja, ki jih samo obkljukaš in rečeš. In ta format tudi v bistvu zahteva, ne, njih v drugi luči. Videti. Me zanima, ne. Ja, jaz se spomnim, da smo delali enkrat, mi smo kuhali v tem programu in je gost pač cel popoldan kuhal, ne, in smo imeli Danila Türka in s tisto ribo kar nikakor ni šlo in in tako. In, a veš, je bilo trdo, ne, je bilo tako, se mi zdi, da je bilo njemu neprijetno, ker so ga piarovci porinali v to neko zgodbo. A veš, ta format je v bistvu triki, ne, v resnici lahko izpadeš pebec, če si preveč na silo hočeš biti ta ljudski oziroma všečen. Res je. So pa recimo gostje, ki presenetijo. Nazadnje smo imeli recimo Iva Boscarola. Poslovnež, resen gospod, ne, pač vemo, kakšna je njegova poslovna zgodba. Samo on ima zdaj Miss Universe. Dobro, pustimo, no. Okay. Ampak mislim, da mu zelo ustreza, da mu paše. Se mi zdi, da v bistvu na karakter. Ne, da je zdaj v enem takem življenjskem obdobju, kjer bo lahko to sem mislil, izživel tudi ta del, ne? Okay. Da je to neka nova zgodba, ki jo piše in se mi zdi, da lahko ta naš estradni prostor spet postavi na nek nivo, no? Pa ta neke pozabljene prireditve, ki so bile že povleče nazaj, da da malo tega glamurja, ki smo, mogoče ga nimamo, ne? Ali pa smo pozabili nanj v zadnjem obdobju, se mi zdi, v Sloveniji. Tako da se mi zdi, da lahko marsikaj naredi. No, in njega smo postavili tudi v kuhinjo. In kaj se je zgodilo? Vse nas je presenetil številnimi recepti, kaj on uporablja namesto soli. In so gledalci klicali in so spraševali, kaj zdaj to, tako da dejansko tudi on sam je dobil veliko odzivov. In se mi zdi, da včasih pa take ljudi, ki ne pričakuješ, da bodo toliko nekih osebnih stvari povedali, se pa lahko zelo dobro izkažejo. Tako da, ampak, kot si rekel, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo in katero smer se bo zapeljala zgodba. Da me pelje še v ta back office, če tako rečemo, verjetno ta uredniški
uredniški aspekt, vidva kot voditelja, frontmana, nečesa, kar ste kot ekipa postavili, kar ste kot ekipa cel teden, ne vem, pripravljali, koordinirali in tako naprej. Koliko se ti zdi to pomembno, ne, da ohranjaš ta nek vseeno to Ptujčanko, da vseeno to harmonikašico? Ja, težko je to ohraniti, čeprav včasih kar pride ven, veš, ja, ob nepravih A ti trenutkih. uspe ven reči, ne vem, spraševati stvari, ki v resnici Suzano zanimajo? Ja, A se ti vedno zdi to bolj. dovolj? Aha, super. Ja, vedno bolj. Se mi zdi, da v bistvu tudi rastem s to oddajo, da si mogoče več upam, kot sem si upala 4 leta nazaj, ko smo recimo prvič rekli Dobro jutro Slovenija. In to mi je všeč zaradi tega, ker skozi goste, ki jih imamo veliko psiholoških tem, raziskujem tudi sebe in se mi zdi, da je to taka oddaja, ki lahko vsak dan dobiš nek nov nasvet, kako izboljšati svoje življenje, kaj narediti, da bo boljše, da ti bo lažje steklo in vse to, ne. In dejansko je res veliko izobraževalnih tem in moram reči, da sem se tudi sama spremenila v vseh teh letih, tudi zaradi tega, ne. Da tudi rasteš skupaj s tem, ne? Tako, tako. In tudi midva z Igorjem, recimo včasih sva zjutraj pred oddajo 1 uro pila kavo, zdaj se lahko zmeniva v 5 minutah, ali pa recimo, ne vem, se srečava 20 sekund pred oddajo in se rečeva dobro jutro, ampak bo ta energija stekla, ne. Včasih sva imela mogoče nekaj težav, ko smo prišli s kakšnega dopusta in ni bilo, ne, vsak je bil v svoji energiji, vsak je bil v neki svoji zgodbi in ko je bil recimo kakšen ponedeljek, sva rekla, pa pismo, pa kot da bi bila prva oddaja, ne, kot da sploh ne znava več, ne. Tako da se pol uteče. Tako sva se, ja, v tiri, ne. Daj mi povej, koliko je pa Suzana zasebno, ne, prej si rekla, mama 2 otrok, koliko je Suzana zasebno drugačna od te Suzane? To bi pa morali moje domače vprašati. Ja, mami bi rekla, da ne, da si ista. Mami bi rekla, ja, mami vedno pohvali, ampak v bistvu zato so naše drage mame, Ja. da vidijo samo lepe stvari. Ja, otroka mi pa včasih rečeta, ko je kakšen trenutek, mami, pa saj nisi v službi, če v bistvu jaz želim kaj tam lepo pametovati, ne. Ja, ti kar v službi Ja, to tudi počni. kar v službi, a ne, ampak me hitro pa popravita, ne, mami, zdaj si doma. Tako da ja, ne, doma ni pet, doma ni ličil, doma je raztrgana trenirka, popackana in tako A dalje. res? Ja, to je Kaj bilo pa tečna predvsem, verzija tebe? Mislim, to tečna. raje z možem govorim. ja, to raje, ja, Da veš, raje, ta, raje. Ne, ker tle smo nasmejani, ne, voljni poslušati tudi bedarije doma, mogoče ne. Ja. Kaj pa tečna Suzana, zoprna, kje se Tega ti pa ne poznam. A ne, Ne, ni, ne, okej, tega okej. ni, tega ni, No. to sem globoko v sebi zakopala. A se ti zdi, da mogoče si ljudje idealiziramo to podobo, a ne? Ker Ja, tebe vidimo vsekakor. lepo nasmejano, nikoli se nič ne deraš. Vsekakor. Ja, Imaš tudi- to tudi- percepcijo voditelja, ne? Da pač Ja. ga dojemaš na ta način, da je popoln oziroma da je vrhunski človek, tudi zasebno. Glede kričanja bi moral vprašati tudi moje sosede. A res? Ne, ni tako hudo, hecam se. Ampak v bistvu moram reči, da Vsaki šali je malo resnice. ja, včasih je treba povzdigniti glas, vem, kako so Mhm. razigrani otroci, Mhm. treba jih je včasih postaviti na mesto. Je pa res, da sem hvaležna za to, da imam otroke, ker se mi zdi, da me prizemljita. Ravno to, kar si izpostavil, ne, podoba, ki jo imaš kot televizijski voditelj, ko si urejen, ko v bistvu vseeno si v službi, v eni drugi vlogi. In je prav, da si. Moja vloga je, da zjutraj pač gledalce razvedrim, da jih nasmejim, da v bistvu gosta vprašam kakšno stvar, ki recimo bo pomagala nekomu doma, da bo lahko razmišljal o določenih stvarih. Po drugi strani pa ja, doma je potem tisti neki zasebni prostor, ko sem pa mama, ko je treba skuhati, ko je treba poskrbeti za to, da je stanovanje pospravljeno, ko je treba se popoldne učiti, brati recimo z otrokom, ko je treba, ja, početi tudi kakšne stvari, ki niso zvezdniške. In se mi zdi vse na začetku, ko smo začenjali to oddajo, sem videla ta kontrast. Ker sem imela doma 8-mesečno hči, kako si pa to v glavi dejansko. razložila? Da pač to tako je. Ne, na srečo sem imela veliko podporo in domačih in partnerja, ki so seveda lahko pač prevzeli skrb za 8-mesečnega otroka. Tako da je pa bilo to vprašanje, kakšna mama sem.
a je to v redu, da grem nazaj v službo ali ne. Veliko je bilo teh dilem, s katerimi sem se ukvarjala. Kaj pa happy mama, kaj pa zadovoljna mama, ki potem pride domov in objame, ne? Ja, Tudi potešena v bistvu v tem smislu, da dela nekaj, ki jo veseli oziroma ki je izziv, ne? ja, ravno to, ne. Stvari včasih pridejo takrat, ko najmanj pričakujemo, da se bodo zgodile. In očitno me je pač usoda napeljala po tej poti in sem rekla, v redu, sprejmem. Tudi recimo partner me je podpiral, je rekel, lej, to je zdaj je ta priložnost oziroma to vabilo prišlo, vzemi, bomo zrihtali. In moram reči, da ni bilo najbolj lahko, ampak zdaj lahko rečem, da smo na konju, no. Čeprav še vedno zjutraj, ko vstajam, sem kot v bistvu miška, ki poskušam čim bolj potiho priti iz stanovanja, zaradi tega, ker imam 2 otroka, ki spita kot volkova in se premaknete. Ko v bistvu zašumi najmanjša stvar v stanovanju, tako da ja, včasih je že pravi stres, priti, veš, iz stanovanja. Sem prideti ven. Ja, točno to, ker včasih sta se res zbujala z mano in lani, ko je otrok šel v 1. razred, se je zbujal ob 5:30 in ob 8, ko je bilo treba iti v šolo, je bil on utrujen, tako da potem sem malo zamaknila to zbujanje in vse malo prilagodila stvari družini, ker vendarle pač je to neka osnova, ne. Na kateri A ti je to baza ali pa to neka celica, Ja, iz katere, ki te ja. trezna, v bistvu tudi to rezonanco tega, kdo Ja. si pa kaj si, da se ne zmedeš, a ne. Jaz sem imel velikokrat izkušnje z deklicami, ki so se v enem trenutku zmedle in narobe razumele, kako se svet vrti, ko so bile pod ličili pa reflektorji. Jaz sem hvaležna, da sem lahko šla to pot, da je dejansko ta moja novinarska pot, ja, traja že 20 let in da sem šla skozi vse te stopničke, tako da je bila počasna pot, ne. Ni bilo danes na jutri in hvaležna sem za družino, za otroke, zato ker res te prizemljijo. Tam v bistvu si ti kot oseba, tam si brez vseh nazivov, tam si v bistvu pač v vlogi, da poskrbiš za potrebe otrok in tam ni luči in ni make-upa in ni vedno vse nasmejano in veselo. Prej si omenila te starejše kolege, kolegice, s katerimi si imela možnost delati ali pa s katerimi smo odraščali, pa je bilo pol zanimivo delati, Ja. ne, ali pa sodelovati z njimi. A bi rekla samo za sebe, da si, ali pa mogoče tudi, če te peljem ven iz slovenskega okolja, da ti ne bo zoprno ali pa neprijetno, ampak a si našla kje zunaj na televiziji tip voditeljce, tip voditelja formata, ke bi rekla, tja bi pa šla ali pa to bi pa. A je to težko vprašanje? Zelo težko vprašanje. Čeprav večkrat si tudi sam omenil Američane, ne. Jaz sem recimo bila 3-krat v Ameriki in takrat sem mogoče malo bolj spremljala tudi ta jutranji program. Oni imajo res v sebi prerojeno to sproščenost in se mi zdi, da seveda pač se mi želimo Slovenci temu približati, ampak ne moreš, težko je izstopiti iz te, ne vem, a je to neki genski zapis ali je v bistvu to neko okolje, ki te formira, ne. Tako da mogoče ne bi izpostavljala nekega voditelja ali pa voditeljice, ampak mogoče v bistvu bolj ta vibe, ne. V bistvu ta način prezentiranja mi je pa pri Američanih recimo zelo všeč, ne. Čeprav vem, da smo pač daleč od tega. Ampak se mi zdi, da Malo se mi zdi, da smo vendarle uniformirani, a ne, tudi da to tudi pričakujemo pravzaprav Ja. od voditelja, ne, Da- da je malo konzervativen in tako. Da se ne Američani sprostiš grejo. preveč, ne. Čeprav včasih tudi sama naredim kakšen eksperiment, pa vidim pri sebi, kako se jaz počutim, če grem iz te vloge, če si mogoče drznem več ali pa če rečem kakšno stvar, ke vem, da ne bi smela, ali pa naredim kakšno stvar, ki mogoče ni najbolj po tistih regelcih pa pričakovanjih, ne, kaj se bo zgodilo. Tako da mi je zanimivo opazovati, Jaz bi ne. ti listke vzel iz roke. Pa saj veš, da v bistvu včasih A vidiš, jaz ti hočem samo to reči, tle se samo pogum, to samo odloži. Boš videla, da boš še boljša, ne. Jaz, če bi bil s tabo v studiu, bi ti rekel, daj liste stran, a veš. Lahko daj to prideš. vidiš, ja, Daj prid, ja, daj pa bi sem prid. sam drl, Ne, sem sam recimo- drl liste stran. Ne, ampak se mi zdi, da- a Boben veš, stran, da- ne. Ja, ja. Ja. Ja, ampak saj veš, ti si, a veš, ko Ja. se ufuraš,
zvečer, ko si v studiu pisala ali popoldan, ko si pisala tekst, si Itak, bila v drugem vibu, v drugi ja, energiji in pol, ko si zjutraj tam, je je drugače. spet nekaj drugega, In ne? tle jaz bi ti liste vzel in bi ti rekel, daj, Suzana, go, ker imaš to senzibilnost in bi mogoče še bolj do izraza prišla, če ne bi samo sebe v bistvu, ne, a veš, Ampak vendarle sem gospod, vem, kakšen gledaš z kilometer več naredil. vem, da gledaš z drugega vidika Ja. in so zelo dragoceni ti nasveti in sem Bi hvaležna. videla, koliko bi se osvobodila tega, ne, a veš. Kaj pa ful stroga pravila veljajo za jutranji program, v tem smislu, kdo je, kakšen format voditelja spet, koliko časa je lahko ta voditelj tukaj, kdaj je starostno drugačen in ne, tako naprej. Če bi gledala 2 koraka naprej, to pri tebi šele čez 42 let, ne, ampak Takrat bomo s kaj palico, če že. televizija še ponuja, ke bi ti bil izziv, ke bi ti bilo zanimivo. Vem, da je to nehvaležno govoriti danes, ko si v jutranjem programu, ne, ampak vseeno, a veš, neki drug format te bo sigurno čakal, a ne. Anket ne boš šla več delati, pa ne zato, ker jih ne bi hotela, ampak verjetno te bo čakalo nekaj bolj vsede, bolj poglobljeno. Ja, v bistvu, a veš, da je prav zanimivo, da si to izpostavil, zaradi tega, ker se s tem vprašanjem zadnje čase kar veliko ukvarjam. Vendarle nisem več mlada, roko na srce, prihajajo mlajši in ja, pač kamera ne mara ali pa ni prijazna, bom tako rekla, do žensk, To sem starejših jaz zdaj na žensk, telefonih, ne. veš, ja. Ja, upam, da kakšen filter čez. Da bo No, ampak lepše a se izgledalo, ne. zavedaš tega, ne? Ja, se Da je v bistvu zavedam. ta rok minljiv, ne? Se zavedam. Čeprav recimo vem, da imam danes več izkušenj, kot sem jih imela pač prej, in da je to neka kvaliteta, ki pač vseeno vnaša pač nekaj več v neki televizijski pogovor. Po drugi strani pa se zavedam, da bo pač prišel čas, ko bo pa treba tudi sestopiti s tega prestola. Tako da, Če ne govoriva o sestopanju, ampak bolj o ambiciji, a ne? ja, A veš, a je kakšen format, ki ti je seksi, a je kakšen format, ki bi rekla, to bi pa jaz naredila boljše, veš. recimo kakšni poglobljeni intervjuji, daljši intervjuji, z ljudmi, ki imajo recimo res dolgo zgodovino, veliko stvari globokih, ki bi jih lahko tudi delili, ki so v našem prostoru recimo alfa in omega, zato ker vedno me zanimajo ti ljudje, da izbrskam še več in da grem recimo okrog, da pridem do ene informacije. In tudi pri teh gostih, ki jih recimo gostimo v jutranjem programu, pa imamo seveda omejen 10-15 minutni čas za pogovor, me vedno zanima, kako najti nekaj, da povemo nekaj več, ne. Tako da mogoče kakšni poglobljeni intervjuji bi mi bili, ja, pisani na kožo. Blizu. Potem pa ja, logično nadaljevanje bi bila verjetno kakšna uredniška funkcija, ampak pustimo času čas. Ja, 42 let si v redu. Ne rabiš zdaj skrbeti. No, ne bo, žal, te bom mogla razočarati. Ne vem, kdo me bo gledal, ko bom hodila s palico, veš. Tle se mi zdi, da smo mogoče pri nas malo bolj tolerantni do tega, ampak Američani imajo prav starostne meje, tudi na koncu koncev barvo las, vse je predvidljivo in zato mogoče ta spontanost, ki jo vidimo, sploh ni ta spontanost, a ne. Jaz sem vedel, ne vem, sem bral en moment, da je imela Oprah napisan, ne, v določeni situaciji, grab a tissue, ne, in tako. Pol pa te spontanosti mogoče. Samo oni to nekako, tudi če ni spontano, znajo narediti, ne, nekako zaigrati, ali pa jim je to naravno. Ta spontanost jim je naravna, saj verjetno, če jih potem bolje spoznaš, vidiš, da hitro izgubijo to neko zanimanje, ne, težko vzpostaviš nek globok odnos, a ne, še posebej, ko si v daljšem kontaktu z Američani, ampak vseeno pa neko to lahkotnost prinesejo, ne, in se mi zdi, da mogoče vsaj malo v ta naš slovenski prostor, če tega vnesemo, ali pa če se vsaj trudimo mogoče, da nam bi bilo vsem lažje. Vsi bi se bolj sprostili. Ampak je težko, jaz vem, ker se včasih rečem zvečer, jutri bom pa probala popolnoma drugače, pa vidim, da ja, po mojem tudi ta vibe vse je okoli, ne, da vendarle greš v eno drugačno verzijo samega sebe. Ja. Veš, jaz tudi doma, ko gledam nekoga tebe,
Ja. Si rečeš, jaz bi to drugače, jaz bi A zdaj v tem ne? trenutku bi ta vprašanja, pa kako Ja. ni slišala, ne, zdajle ji je nastavil, pa hecam se Vem, zdaj, da ne, nisem ampak tebe, je res, ja. ampak je res. Ampak doma na kavču je ful frajer, jaz tudi fuzbal obvladam doma na kavču. Pa saj to vsi. A Ampak to je misliš? pač ta naš nacionalni šport ali pa nacionalni šport ali pa šport celega sveta in prav je. Mhm. Prav je. Mogoče se pa na tak način še bolj uživimo. Mhm. Ne? Je pa res, da na kavču pod studijskimi lučmi so ene stvari popolnoma drugače videti, kot pa doma na Mhm. kavču. Res je. Jaz tudi recimo včasih, če sem bolna, pa sem doma na kavču, pa gledam Igorja, pa vem, kaj bo v oddaji. Velikokrat recimo tudi, ko sem bolna, pomagam seveda pri soustvarjanju oddaje, sicer v pižami, pa z robčki in čajem, ampak pa rečem, pa zakaj? Zakaj nisi tega vprašal? Ja, a ne? no točno Ker se tako. kar razjeziš. Ampak ne, v bistvu je čisto v redu, ampak verjamem, težko je stopiti iz teh profesionalnih čevljev, v katerih si tudi ti. Kaj pa zasebno, prej so se pogovarjali, da tečna nisi, da si Ne, ful to pa prijazna, sploh ja. ne, te besede ne poznamo. Tuja je malo v tebi, si rekla, ne, še vedno. Ja. Kaj pa počneš, kaj o tisto, kar te hobijih, o uplifta? hobijih. Ja, to ne verjamem, da imaš čas, ker televiziji. Hvala Bogu, Ne, vsaj ja, enkrat razume. ja. Ja. Ampak kaj je tisto, kar te driva, kaj se ti zdi, kje je en poligon, ko si ti, ko nihče ne razmišlja o tem, kaj počneš, kaj delaš, ampak V bistvu ker same tebi brezvezne stvari. Jaz samo sem v preživiš. resnici toliko dolgočasen A no, človek. da, jaz sem Ja. tudi, ja. Kaj pa, a veš, se mi zdi, da kljub temu, da se zdi, da smo zelo ekstrovertirani, ne? Da pač imamo veliko stvari za povedati, pač potrebujemo tudi čas zase. In včasih, rabim tudi to tišino, da sem doma, da me nihče ne moti, da sem sama s sabo in da ne delam nič. Čeprav v bistvu ne vem, kdaj je bil nazadnje ta trenutek. Ja, ampak se zdi, a Ampak ne, ker je ta kontrapol toliko Ja. drugačen. Tako da recimo jaz zelo uživam v gorah. Okej. To je v bistvu pač en prostor, kjer se jaz napolnim z Se energijo. pelješ gor ali greš peš? To se mi zdi tudi zelo pomemben Odvisno, poudarek. kdaj in kam. Ne? Okej. Daj mi povej zadnjo destinacijo, da bom Čakaj, kje sem- ocenil. Ja, zadnja destinacija ni bila ravno pač tako, No, na meni je že Rogli. šmarno izziv, Na Rogli ampak- sem bila, po dolgem času, včasih smo veliko z družino tja hodili in sem bila očarana ponovno nad tistimi visokimi smrekami in z tisto energijo, ki jo nekako ima Rogla, tako da priporočam. Drugače pa včasih, veš, kako jaz pravim, bilo je življenje pred otroki in seveda potem, ko jih dobiš, se stvari spremenijo in je drugo življenje. To veš sam. Ja, skoraj. Tako da, ja, včasih sem jaz veliko hodila v hribe, veliko potovala, zdaj sem več doma, sem več v teh nekih otroških vragolijah in se ukvarjam bolj z vzgojo in z šolo. Tako da se pa počasi, medtem ko pač otroka odraščata, tudi vračam nazaj proti hribom. Tako da upam, da bom zdaj pač v prihodnjih letih spet šla recimo na Triglav, da bom šla smučat v Dolomite. To so te čudni ljudje, ki pridejo pa pol to in the face razlagajo. Zakaj? res ne A gremo razumem. enkrat skupaj? Ja, komi Dej. čakam, 24. april greva. Hecam Lej, se. Dolomiti so super, lahko se visoko pripelješ, pa imaš To so mi čudovite letos že razglede. govorili, ampak rabim očitno par let, da mi to razlagajo, No, pa vidiš. mogoče pol enkrat. Danes mi je Manja predlagala, da gremo peš do Kopra, a ne, Manja, je to Okej. normalen? A iz Ljubljane? Ne, saj z Unca, no. To se mi je zdelo že skoraj malo pol poti narejeno. Veš Pa jaz kaj? vas počakam v Kopru. Mislim, če bo kakšen podvig, pa da naredimo pač neko akcijo za dobrodelni namen. A, pa bi šla. Ja, okej. potem ja, potem Dobro, ja. jaz vseeno v Kopru čakam, pa pol to nadoknadam. A ti je uspelo bilo v tem svetu ali znotraj vašega mehurčka Planetovga ali pa pol v resničnem življenju izven tega mehurčka splest prijateljstva? A se ti zdi, da je ta posel dirty posel, pa da so to wannabe prijateljstva, ali ti jih je uspelo, pa si jih vseeno zunaj, izven tega sveta naredila? Kako si na tem področju? Glede na to, da veliko časa preživimo skupaj s sodelavci, veš, da ne moreš, ne da ne moreš, ampak v bistvu, da se zgodijo prijateljstva. In nekatera tudi zelo dobra in dolgotrajna. Je pa res, da pač so to v bistvu mogoče
kakšni hitri stiki, ki se zgodijo in potem se ti zdi, da se lahko rodi prijateljstvo iz tega, ampak vidiš kmalu, da to ne pelje v tisto smer, kot si mogoče zamislil. Moram reči, da nisem drugače imela nekih slabih izkušenj, kakorkoli vemo, da, ne, kot si sam imenoval, da je to, da so v bistvu ljudje, ki pač mogoče grejo včasih tudi čez sebe ali pa preko drugih. Veliko sem slišala takih zgodb, ampak jaz moram reči, da nisem imela slabih izkušenj. Mogoče zaradi tega, ker jaz nisem taka oseba. Ne, ampak mogoče zaradi tega, ker jaz nisem taka oseba. Jaz nobenemu ne želim slabo. Ali pa recimo, jaz se bom prej umaknila. Jaz načeloma nisem taka, ki bi hotela sama sebe postaviti v ospredje. Prej se bom umaknila in bom rekla, v redu. Pa pojdi ti. A pa boš razumela, da je to bila, ne vem, uredniška politika, da je to bila uredniška odločitev, da je to bila strateška odločitev, a boš pol noter samo sebe praskala? Samo sebe. Do konca. Potem sem pa mojstrica. Če kdo rabi kakšen nasvet, tukaj sem. Če kaj znam, je tako 10 nožev v sebe in potem še malo okrog. Tako da v bistvu, zelo sem pikolovska do sebe, no, in vidim vsako najmanjšo napako. Veš, kaj imam včasih občutek? Da imam tako 2 hudička, oziroma en angelček, drugi je hudiček in v bistvu se ves čas skregata med sabo. In ves čas dokler se one dva je čisto v redu. Sej pol se v bistvu pa še z mano, ne, pa me opleteta in potem sem jaz tista, med 2 ognjema. Si ne domišljaš, da si večna, si ne domišljaš, da si najboljša. Ne. Si ne domišljaš, da si najlepša in to je po moje formula tudi zato, da preživiš. Ne vem. Ne vem. Ampak večkrat sem bila že na tej točki, da bi se stopila, recimo, in da bi se pač lotila kakšnega drugega posla. Recimo, predvsem, ko sem postala mama, kot sem že rekla. Pa me je pot nekako vedno vodila nazaj. Tako da, ne vem. Jaz sem 20 let v novinarstvu in včasih se mi zdi, da ne znam početi ničesar drugega. Čeprav vem, da, se veš, imamo veliko znanja, ampak ne vem. Jaz sem tako malo presenečen, ker ful ljudi iz te zgodbe odhaja v zgodbo PR-ovcev in potem skrbijo za politike in potem skrbijo za gospodarstvenike, ne, in tako naprej. In se mi zdi, da gre tako. Ampak mogoče, če to je ena pavza, da si rečeš, grem malo na kavo, pa bom preživel naslednja 4 leta, pa nazaj. Ne vem. A se ti vidiš, recimo? Ne, jaz sem, ta podcast je po moje ena moja strast, da klepetam. Da klepetaš, a veš, ne vem, včeraj sem snemal intervju z enim tipom, ki se mi je zdel malo čuden in sem ga povabil in je tukaj bil ful dober, a veš, tako, in sem videl, nikoli ne pila kave skupaj. Ampak tako imaš možnost klepetati, ne? Televizija pa ne, televizija je bila za mene, jaz sem rabil 5 let, da sem iz tega adrenalina, iz tega v bistvu sploh se umiril. In zato vem, kako vam je, in zato mi je v veliko veselje, no, da te zjutraj gledam. Hvala, zelo si prijazen. Še enkrat si res štejem. Res. Sam mogoče, kaj začnete. Daj povej, daj kakšen nasvet. Ne, sam papirji bi ti pa res vzel stran, ker se mi zdi, da boljša, da še boljša. Se veš kaj, ti papirji, ne, so bolj, kaj pa vem, sam te so, ker je neka navada, ker je rutina, ker če ti povem iskreno, je teh papirjev oziroma nekih stvari, ki so napisane vedno manj. In dejansko tudi z Igorjem greva vse pogosteje mimo teh vprašanj. V bistvu so dejansko bolj kot neke oporne točke, če res mogoče, da ti nekaj zmanjka ali kakorkoli. Drugače pa Jaz sem si sam ime pa priimek vedno napisal na roko, ker nisem bil prepričan, če do konca vedel, a veš, ne. Ampak imena in priimki se mi zdi pa, da to pa je dobro. Da je nekje napisano, veš. Suzana, ful hvala, ker si vzela čas, da si po tem jutru prišla še malo na popoldan. Hvala. In sem vesel, da sem te videl še v tej luči in tudi mogoče kdo od mojih, ki si te je predstavljal drugače, te je zagotovo danes videl malo drugačno. Hvala za obisk. Moji prijatelji zave mi. Kaj? Daril, Božič, eno kremico imaš noter.
Ja, Ja, eno ful luškano, tako hidro. Boš videla to v televiziji, ke rabite. seveda, da bom Pa naredila. zato, ke si B-kompleks, zato, ke me To pa potrebujemo super. ženske, ja. Ful ti hvala. Hvala Ful ti lepa. hvala in vse dobro in še naprej. Naslednjih 42 sva rekla. Ja, Še daj. uredniku A me javim boš pa. gledal Ja, 42 let? Ja. Okej, dobro. Pol sva pa zmenjena. Kje bom? Pol sva pa Kje? zmenjena. Roka. Čao, Hvala. srečno.